Nadaljujemo s pogovori včeraj predstavljenih filmov v tekmovalnem programu. Ob meni znova koproducent Vlado Bulajič iz produkcije December za včerajšnji film Mati Mara. Včeraj smo torej predstavili film v tekmovalnem programu režiserke in tudi igralke Mirjane Karanović, ki je imel tudi slovenskega koproducenta. In Vlado, tako kot sva že včeraj izpostavila, gre seveda za nek poseben odnos, ko Mirjana Karanović piše scenarij, ko v bistvu ustvarja nov film kot res eno ime, ki ima izjemen renome. Verjamem, da je tudi hitro pritegnila interes, pa ne samo tukaj v bistvu December koprodukcije, ampak tudi pomoči konec koncev Slovenskega filmskega centra RTV Slovenija. Tako da je film Mati Mara imel tudi povezavo s Slovenijo. Ja, v bistvu je to tako, da itak sem že od nekdaj tudi fan Mire Karanović, videl film Dobra žena in potem je producentka Snežana Van Hovelingen iz Beograda s produkcijo This and That klicala, oziroma se tudi jaz ni takoj, ko sem zvedel, da dela, pripravila film, tako je rekel, da bi bil zraven, no, in pol, ker smo Snežana že prej sodelovali dost in je potem to stekal, ne. Sicer ta proces je trajal, ker je bilo vključenih poleg Srbije in Slovenije so bili še Bosna, Črna Gora, Švica, Luksemburg, nekon še prek podpore Rimaža in to je potem tako neka produkcijska zmešnjava, skratka, ki potegne kup stvari za sabo, tako da film pol pač kar nekaj časa je trajal, da se je končal, potem pa lani bil uspešno predstavljen svetovno premiero, doživel v Sarajevu, no, tako da. V bistvu Mirjana je seveda v filmskem svetu izjemno znana po vseh svojih filmskih vlogah, ki jih je naredila. Konec koncev je pa od filma Dobra žena od leta 2016 tudi v vlogi režiserke. Tisti film tedaj predstavljen premierno na Sundance festivalu, tokrat premiera filma Mati Mara v Sarajevu, kot smo omenila, pa potem seveda še kar nekaj festivalov, tudi lokalno, nenazadnje je bil tudi v Sloveniji predstavljen na festivalu LIF. V bistvu je res bila zelo lepa ta festivalska pot, ki traja zdaj že v bistvu skoraj leta pa pol, vse pa domnevam, da tukaj počasi zaključuje, da je FSF eden izmed tistih zadnjih festivalov še, kjer bo film predstavljen. Ja, je tako nekako, ja, bil je v bistvu v Sloveniji doživel premiero, ja, lani v bistvu, ja, evo, skoraj leto dni nazaj, novembra na LIF-u, potem mislim, da še doživel neko manjšo distribucijo po Sloveniji, no, tako festivalsko, tako da ja, film, kar v bistvu dejansko Mira v tem momentu že dela nov film, no, tako v bistvu že v času, ko smo končali film, je že ona začela pripravljati novi, ampak tokrat le v vlogi režiserke, tako da mislim, da v novem filmu ne bo tudi igrala. Kako v bistvu, ja, na kakšen način se ti zdi, da je seveda po eni strani prednost, da je režiserka hkrati tudi igralka oziroma da ima igralske izkušnje, hkrati tudi v tem primeru scenaristka in pa tudi glavna igralka. Najbrž je to res potem ena res močna osebnost, nekako moraš ves čas koordinirati. Če sem malo našaljen, so to notranji boji, ker smo namreč mogli tudi nekaj dosnemavati, kaj je pač Mira in če Mira nekaj hoče, ponovno to dobi. In je pač tudi rekel, da smo mogli neko sceno še enkrat snemati in da je pač igralka v njej prevladala režiserko in da to je treba še enkrat posneti. Ampak tukaj enostavno moraš zaupati človeku, ki je gonilna sila takšnega filma, še posebej v primeru Mirjane Karanović, ko vidiš, da gre res za osebo, ki ima ogromno izkušenj. Na kakšen način lahko rečeš, da je tudi ta sam proces potekal, koliko se v bistvu tukaj koproducent kakorkoli vpleta v sam nastanek, ali v bistvu skušaš samo pomagati na tistih segmentih, recimo tukaj seveda v primeru Julija Zornika, ki ga vselej radi ponudimo manjšinskim koprodukcijam kot enega izmed teh naših mojstrov na sceni. Ja, se tle bi mogli biti še malo več neke avtorske slovenske ekipe, ampak se tako en kup dejavnikov, ki pol vpliva, zdaj kdo je zraven ali ne. Neka avtorica slovenska bi mogla biti zraven, pa potem za nekih osebnih razlogov mogla odpovedati, pa tudi, ker je bila maskerka, ne, in pač Mira Karanović pa ne pusti tako, da bi to bil kdorkoli, rabi nekoga, ki mu zaupa, tako da pol pač ne more zdaj na silo, zato ker pač mora biti mislim, razumeš tako, in počasih pride do nekih zamikov, pa smo nekdo že nov projekt, tako da dejansko sklepaš kompromise. Kompromise, ja, tako da to je to.
Koliko pomaga to, da v bistvu ste zmireno že prej sodelovali, da dejansko je to neko nadaljevanje, tako kot je bilo pri Dobri ženi? Imam občutek, da ona je ena od teh osebnosti, ki ima rada tradicionalizem, ko govorimo o sodelovanjih, tudi s Kusturico, z Žbaničevo je redno sodelovala. Ja, jaz v bistvu, ker Dobra žena, mi nismo bili zraven, jaz od Miro sem spel spoznati, ker smo bili pa tudi kot producenti Dnevnika Dijane Borisavič, ki tudi igra, ne. Fascinantna ženska, no, tako pa imaš pol tudi kaj uživo, ko se dobi z to neko straho spoštovanje, pa hkrati zelo tako moraš zelo biti v rokavicah, no, na nek način, hkrati pa zelo ve, kaj hoče, no, tako. Je zelo je tudi predana, vse ta, kar je bila moja izkušnja, ne, ko sem se pogovarjal z njo in ve, kaj hoče, ve, koga hoče za sodelavce, tako da če se malo naprej nanašam, je to, da pač pove, ne, in ustraja pri tem. Včasih, če bi bil na drugi strani kot režiser nekdo drug, bi se te še malo dal, z njo je pa to malo treba tako da zdaj Snežana v bistvu zdaj dela že tretji film z njo, tako da se že malo se nekako navadila, ne, in ni pa lahko, no, tako. Verjamem, ampak vseeno to, ja, z leti se te stvari enostavno nekako postavijo. Kako je film bil sprejet v Srbiji, na tem našem jugoslovanskem prostoru, koliko njej pomaga, da je Mirjana Karanović, čeprav to najbrž ni vezan samo na Exiu? Ja, jaz mislim, da je to, kar pomaga, zihar je že to, da folk sploh zanima film, težko pa zdaj zgleda, da ima že minilo enega časa, tako da ne, ampak mislim, da je tako, ne morem reči, da je bilo rožnato, ampak bilo pa čisto okej, no, tako, solidno sprejeto, ampak tako da... Novi film, ki ga dela, ste tudi zraven, že veš? Ne, nažalost ne, dela kolegica, ker smo mi namreč nek drug projekt že prej obljubili, da bomo zraven, je pa neko nasprotje, mislim, da je nek road movie, slash musical, tako. Zanimivo, no, sliši zanimiv, sem nažalost je pol težko, mislim, iz izkušenj veš, da nima smisla, da kandidiraš tremi projekti, ker nikoli ne boš dobil na razpisu vseh, ne, tako da se včasih, nažalost, moraš odločiti za enega, ponovadi je to, kdor prvi pride, ne, tako da to. Si Mirjani kaj sporočal, kako je bilo v Portorožu, kako je ta kontakt navezan, kako v bistvu potem kot koproducent nekako podaš poročilo? To v bistvu niti ne z Miro, to je v bistvu med producenti, med Snežano. Snežano se smo dokaj redno slišali, tako glede ostalih nekih projektov, ker namreč dela neke krasne stvari, no, tako da to. Pa ni, predvsem jim ni lahko, ne mi tle si jamramo v Sloveniji filmari, koliko je nam težko, kako smo dobro zdaj prišla ta neka finančna injekcija, ne, ampak stanje v Srbiji pa vse preko rožnato, vse preko rožnato, malo režim, še en razpis ni bil zunaj, ne vejo, kaj bo, skratka. Ja, v bistvu, doskrat smo kritični do situacije, pri nas pa slišimo to, mislim, da to v Bosni in Hercegovini že nekaj let vse skupaj stoji, tako da v bistvu ne smemo kaj preveč pljuvati v lastno skledo. Ja. Ni perfektno, je pa okej, naprem tam je pa sploh dobro, no, tako. Je pa tudi res, da hkrati, ko recimo se spomnim na včerajšnji dan, imeli ste 2 filma v tekmovalnem programu, ena močna hrvaška zgodba, tale močna zgodba iz Srbije. Tukaj mislim, da z vsemi temi manjšinskimi koprodukcijami res prinesemo en kanček slovenskega doprinosa v ta mozaik, da lahko potem seveda tudi te filme gledamo v Portorožu. Ja, to je super stvar. Tako da hvala, Vlado, da to počnete in seveda uspešno še naprej, se veselimo tudi novih izdelkov v naslednjih letih na FSF-ju. Super, hvala. Hvala. Hvala.